Vrednotam so se posvetili iz potreb današnje družbe, je poudarjala moderatorka pogovora. Ker opažamo, koliko ljudi je nesrečnih. Nedavno tega sem zasledila podatek v televiziji, da je Slovenija v samem svetovnem vrhu po številu samomorov na število prebivalcev. Družba se mora zato zganiti in ustvariti drugačne pogoje. Če hoče, da bo delavec zdrav, zadovoljen, da bo lahko delal, da bo lahko družbi odvajal, kar družbi pripada, ker če je nezaposlen, nima kaj. Gosti večera sta se strinjali, da je treba ranljive narediti močnejše. Najprej jim je treba povedati, kako se ojača njihov glas, potem pa jim je treba dati prostor, kjer lahko ojačijo ta glas. In za otroke je v Sloveniji, za tiste, ki so zdravi, ki so veseli, dobro poskrbljeno. Za tiste, ki pa imajo težave, pa moramo mi najti pot do njih in jim na ta način okrepimo njihov glas. Ne vedno postavljati šibkejše v geto šibkejših. Povejmo, kdo so tisti, ki delajo šibkejše. Mi jih moramo v življenje prinesti. Tudi če jih žuli prst, prav, ampak vejo, da jih žuli prst in bojo lahko tisto naredili. Pomagati jim je treba, da se borijo proti tistim, ki so do njih ravnodušni in nasilni, ki jih zanemarjajo in izkoriščajo ter z njimi manipulirajo, še dodaja nekdanja prva dama Slovenije.